občinstvo, dragi zmajeljubci in vsi drugi ljubitelji nenavadnih bitij, naključni padalci, ki ste se znašli v tem nezbajskem brlogu in se sprašujete, kaj bomo počeli v tej futuristično okrašeni votlini. Pogovarjali se bomo o zmajih, zmajlikih rastlinah in drugih fantastičnih pritiklinah. Preden čisto zares začnemo, samo mini obvestilo. Organizatorjem so zagotovili, da bo najino zmajsko predavanje popolnoma ognjevaren dogodek in tega se nameravava zares držati. Tako da, če komu slučajno rata prevroče, je to skoraj gotovo zaradi napake v prezračevalnem sistemu objekta in ne zaradi Draconisa bruhalisa, ki morda je ali pa tudi ne pobegnil iz Nušine aktovke. Nuša Jurjevič, tukaj ob meni, je namreč certificirana zmajerejka, raziskovalka zmajev in zmajem podobnih bitij, ilustratorka in avtorica 2 knjig s čisto posebnim fantazijskim knjižnim univerzumom, v katerega spletno vpleta tudi elemente stvarnosti. Z njo se bom pogovarjala Sanja, profesionalna zmajeljubka in akreditirana poročevalka novic iz sveta zmajev. Prosiva vas, da nama odpustite najino domačnost. Nušo poznam že, odkar sva skupaj golili srednješolske klopi, zmaje pa, odkar so bili še ti v jajcih. Nuša nas bo v naslednji šolski uri prijazno popeljala po zakulisju nastajanja njenega nenavadnega sveta. Bralci smo ga pred kakšnim letom začeli odkrivati v knjigi Zmaj in druga zmajelika bitja. Tukaj lahko vidite, kakšno bomo pa rekli tudi o tistile zeleni, čisto frišni knjigi Zmajski herbarij. Kje najti zmajevo jajce, vam kot najbrž lahko razumete iz varnostnih razlogov danes ne moreva razkriti, lahko pa vam zagotoviva, da so zmaji bližje, kot si morda mislite. Nuša, kot ugotavlja že v enem od svojih prvih raziskovalnih del, znanim tudi kot magistrska naloga, so si zmaji po dolgih stoletjih rogoviljenja med mitologijo, fikcijo in stvarnostjo vsekakor prislužili pomemben položaj med živimi bitji. Kot vemo, zmaji v takšnih ali drugačnih oblikah prebivajo v izročilih številnih ljudstev, od Mezopotamcev, starih Grkov, danes morda so nam najbližje iz popularne kulture, filmov, serij. Zakaj misliš, da zmaji že stoletja burijo našo domišljijo in nas tako zelo fascinirajo? Mislim, zdaj je že Sanja, živjo, jaz sem Nuša, zdaj je že Sanja kar precej stvari navedla, zakaj nas tako fascinirajo. V bistvu smo jih že v vseh mitologijah se pojavljajo neka bitja, ki sicer tam niso natančno opisana, se pravi, niso načeloma opisana kot tisto krilato dinozavrsko krokodilasto bitje, kot ga mi ponavadi rišemo. Tako da si jih lahko predstavljam čisto po svoje, ampak kar je pa mene osebno res fasciniralo, pa zdaj že tukaj vidite, je to, da so zmaji v enem obdobju, takrat, ko se je pojavil tisk, torej takrat 1500-1600 recimo, ko je bil pol razvoj tiskanih enciklopedij, pri Lomastelu čista prave enciklopedije. Se pravi, tole je v bistvu del čist takih pravih enciklopedij iz 16. stoletja, v katerih vidite, da so zmaji narisani čisto tako kot eno bitje, ki obstaja. Oni so tako, kot so recimo sesavci, so pol nekje imajo svoj del še zmaji. Ne? In vidite tudi eno bitje, ki pa ni zmaj, ki se tamle imenuje kameleopard, ki vas mogoče mičken na žirafo spominja, zato ker tako so si pa žirafo predstavljali v Evropi, tako da približno toliko tuja jim je bila kot zmaji. Tako da meni se je to res del zanimivo, tako mislim, kakšne knjige so to, no, pač to so praktično fantazijske knjige, samo da so takrat bili prepričani, da je to vse res, tako kot smo mi zdaj prepričani, mogoče, da so kakšne stvari tako zihar res, pa bomo čez par stoletij ugotovili, da je to, kar mi verjamemo, kar nekaj. Ne? Tako da ja, to je bilo neko moje tako enciklopedično izhodišče in na podlagi tega sem naredila prvo serijo zmajev, ker sem jih hotela narisati tako, da bi bili dejansko, da bi jih lahko postavil v enciklopedijo in da bi bili tudi narisani na način, kot so bili v prvih enciklopedijah. Jaz sem brala mitološke zgodbe in potem v magistrski nalogi poskušala ta bitja iz mitoloških zgodb narisati čim bolj podobna nekim bitjem stvarnosti. Zato ta moja prva zmajska serija je sestavljena iz 5 zmajev, ki so vsi sestavljeni iz ta pravih živali, ki živijo na področju, od koder prihaja njihova mitološka zgodba. Torej, tamle, na primer,
drugi od spodaj gor je mavrična kača, ki se pojavlja v mitologiji v enem delu Afrike, pa tudi v Avstraliji. In zato, da sem ga oblikovala, sem uporabila luske od različnih plazivcev, ki dejansko v Afriki živijo, in uporabila sem nekega oklepnega pasastega kuščarja, ki je čist neobičajna žival, ki se tako zvije v tako bunkico, pa ga potem ne more nihče pregrizniti in tako naprej. Tako da potem sem se pa pri tem, kako se pa oni v habitatih skrivajo, sem pa v bistvu se pa malo poigrala, kot vidite, tudi s kontrasti in z neko iluzijo enega sveta, kjer pa nisem bila več toliko realistična, ampak sem jih samo hotela nekako skriti, ker vendarle so to bitja, ki so nekje na meji med domišljijo pa stvarnostjo in se mi je zdelo, da jim pritiče, da se skrijejo. Ja, se tudi malo odmikajo, niso tako pompozni kot mogoče kuščarji z velikimi opnastimi krili, ki bruhajo ogenj na kupu zlata in preletavajo srednjeveške gradove. Se odmikajo te predstave. Sedaj si nam že razložila, Mičkeno, kako si prepletala vse te elemente iz ročila, iz geografskega okolja, iz katerega prihajajo. Si bila tudi toliko prijazna, da si z nami delila nekaj podob iz tvoje skicirke, kako so zmaji nastajali. To je pernata kača. Ja, se pravi, pernata kača je pa en zmaj tam iz Srednje Amerike, se pravi, kakor otrokom ponovadi povem, če z njimi delam tam, ko so stopničaste piramide, ne, je tudi en zmajski tempelj. In ta prva podoba od pernate kače je izhajala iz tistega templja, ki ima v bistvu 200 zmajskih glav naokrog, in to je tistele čist zgoraj, se pravi levo zgoraj. Potem sem pa ugotovila, da to seveda ni prepričljivo, da ni še realistično, in sem iskala živali, ki tam dejansko živijo, od aksolotla, torej neke vrste njihove človeške ribice, do mehiškega golega psa, eno najstarejših pasem psa, spodaj levo, do pač teh velikih mačk, jaguar konkretno tamle, ki živi v Ameriki. Se pravi, da sem lahko na ta način pol sestavila podobo tega zmaja, potem se je pa začel še habitat. Najprej je bil črno-bel z peresom narisan, jaz zelo rada delam v teh klasičnih tehnikah, tako da zelo veliko različnih in različno zašiljenih peres imam, pa zelo veliko črnila, pa zelo umazano mizo. In ja, pa sem prišla še do tega, da sem oblikovala neko barvno shemo, kako bi ga pa zdaj skrila. In to so v bistvu take skicirke, so se nalagale in nalagale, da je na koncu prišlo do tistih podob, ki smo jih prej gledali. Torej, magistrska s prvimi 5 zmaji, se je ideja za knjigo, ki jo lahko tamle vidimo, ali zgodbo, začela razvijati že takrat? Jaz sem svojo magistrsko delala med covidom, kar pomeni, da se v bistvu nekako nisem mogla ravno veliko kazati teh stvari naokrog in se o njih pogovarjati. In ko sem naredila svoje zmaje, sem poslala take zmajske zloženke z njihovimi opisi v imenu Inštituta za zmajeslovje, pa s podpisom Nušele Zmajevid, ki je bil moj prvi tak mini alter ego, par svojim najbližjim ljudem. In Sanja, ki je tle z mano, mi dejansko odpisala na pismo, isto tako iz neke fantazijske persone. In takrat je prišla ideja o tem, da pravzaprav bi pa lahko jaz resno naredila tudi zgodbo o tem, kako se jaz ukvarjam s tem zmajeslovjem, pošiljam poročila o zmajih in tako naprej. In takrat je nastalo ogromno enih pisem, moja pisma so tamle na desni, pa moj rokopis je tudi to. Vsi mi rečejo, da je zelo lep, ampak verjetno ga bo redko kdo od vas znal prebrati. Jaz ga znam. Ja, dobro, ti me poznaš že toliko časa. Ampak ne, res je tako, no, pač vedno dobim komentar, koliko je lepa pisava, ampak v resnici je zelo neberljiva. Tako da na tem področju moram še malo delati. Ampak ja, no, v bistvu je nastalo ogromno enih pisem, najprej za dejansko dopisovanje, pol za moj predal, kjer so se začele stvari kopičiti, in počasi je ta moj alter ego dobil tudi dopisovalca, mojega dopisovalca, ki je ta pisma sprejemal. In tako se je začela razvijati čist ta prava knjižna zgodba, ki sem jo potem neko snutek poslala, in jo je k sreči dobila moja urednica Tina, ki je zdaj tamle spredaj, pa mogoče ste bili prej na njenem pogovoru s Straudom. Skratka, potem sem dejansko naredila knjigo, kjer se razvija ena taka pisemska zgodba.
Pa bomo o tem še malo. Jaz imam zdaj vprašanje na tej točki, da bomo vsi vedeli, o čem se pogovarjamo. Zmaji smo nekako jih definirali. Kdo ali kaj pa so zmajliki, ki so tudi v naslovu tvoje knjige? Te besede pa prej še ni bilo v lihu slovarju našem, ampak meni se je zdela tako fina, ker se mi zdi, da to lahko pomeni, da so to neka vsa bitja, ki so zmajem, vsaj malo sorodna, se pravi, ki imajo vsaj nekaj zmajskega, kar pomeni, da tehnično ste lahko tudi vi zmajeliki. Tako da, tako nekako, karkoli je malo sorodno zmaju. Bralci v tvoj nenavadni svet vstopimo v prelomnem trenutku, pravzaprav tik po tako imenovanem prelomnem dogodku. Da je vse skupaj malce bolj skrivnostno, od dogodkov obstajajo zgolj skopa poročila, ugibanja v medijskih oblakih. Takole nekako so videti, poročajo o vijoličnem dimu neznanega izvora, ki se vije iz Inštituta za zmajeslovje, o obsežni reševalni akciji, ki je v teku. Takole piše senzacionalistika, kjer cenijo resnično vprašljive zgodbe, in če te vprašam o njihovi maniri, morda po kratkem povzetku tega prvega dela zgodbe, kaj se torej dogaja? Mi v bistvu vstopimo v zgodbo po teh poročilih par let potem, ko so nastala, ker se je zgodil nek prelomni dogodek na Inštitutu za zmajeslovje, zaradi katerega je inštitut zdaj nepreklicno zaprt. In je zaprt in nihče od takrat naprej ni šel noter, ker je bilo to katastrofalno, karkoli se je že zgodilo. In mi v bistvu vstopimo v zgodbo takrat, ko pošljajo v ta zaprti inštitut prvo raziskovalko. Ta raziskovalka je moja Nušela, se pravi Nušela Zmajevit, ki mora na univerzalno univerzo v Topiusum pošiljati poročila o tem, kako je zdaj ona dokumentirala stanje tam dol na tem inštitutu za zmajeslovje, kaj se pač tam spodaj dogaja. In ona sicer poročil ne pošilja, zato ker je malo bolj tak prizemljen človek, pa je to malo brez veze, da bo ona zdaj to pisarila. Tako da od nje ni nobenega glasu. In prvi glas, ki ga mi v knjigi slišimo, je glas Togomirja Sobosetca. To je pa moj zelo ljubi lik, ki je nastal za to knjigo, ki začne v bistvu zahtevati poročila. Ker pač on je v oblačni pisarni na univerzalni univerzi v Topiusum in nič ne dobi, on mora pa naprej poročati. On je pač uradnik, tako kot mogoče tudi kdo od vas, tako kot sem tudi jaz v bistvu delno. Skratka, in on je čist zafrustriran, ker nobenega poročila ne dobi in začne ta poročila od Nušele zahtevati. In ona jih potem zelo nerada, ampak začne pošiljati. Togomirja pa tudi zares začne zanimati, kaj je zdaj ta skrivnostna stvar v inštitutu, kajti gre namreč za to, da je na inštitutu tudi izginil en profesor, ki je skrbel za inštitut, to je profesor Ouroboros, in pol s časoma v bistvu ona dva tudi odkrivata, kam je izginil profesor Ouroboros. Togomirjeva pisma so videti nekako takole zelo poštrikana, vendarle je birokrat z oddelka za nadzor nad javnimi financami, pač to je treba omeniti. Na začetku je tako zelo tog, zelo resen v svojih pozivih. Meni je bilo zelo všeč, ko Nušelo po tistem, ko ji pošlje že tretji najprej prošnjo, na to poziv, na to že zahtevek, ki ga utemeljuje oziroma zagrozi vmes s tem, da slučajno ne bi nadaljevala z raziskovanjem zmajev. Ona je zato tam, da razišče, kaj se je z inštitutom zgodilo. In piše takole: univerzitetni organi so presodili, da raziskovanje zmajev dolgoročno ni več niti dobičkonosna, niti perspektivna disciplina. Ampak Nušela se ne da te grožnje malce spregleda, vendarle se pa oglasi s poročili, ki so pa videti malce drugačna. Ona je v svojem ubesedovanju malce bolj skromna, je pa zato njeno vizualno poročanje toliko bolj bogato. Ja, njena poročila so njena pisma so bistveno krajša, ona se bolj izraža z tem, kar dejansko nariše, pisma so pa krajša, kljub temu pa vsakič pošlje tudi poročilo o enem zmaju. Se pravi, predstavi eno zmajsko bitje, ki ga je našla, to zgleda nekako tako, se pravi tudi na take vrste enciklopedična poglavja pošilja, kjer so pa v bistvu eni podatki iz našega stvarnega sveta notri, zaradi katerih si lahko bralec mogoče tudi lažje razlaga kakšno stvar, ki poteka v fantazijskem svetu prek pisem.
Zakaj si se pa odločila za pripoved v obliki dopisovanja? Meni je všeč ta dvogovornost, mislim to, da v bistvu sama rada pišem pisma. Všeč mi je to, da na tak način vidiš dve različni perspektivi, se pravi, da res ni tistega, da ti eden od zunaj filtrira to, se pravi, pripovedovalec filtrira to, kaj bo zdaj povedal, ampak da res poskušaš tako avtentično to napisati pristno, kot bi dejansko pisal nekdo, ki piše pismo. Tako da jaz se tega sploh nisem predstavljala kot čisto pravo knjigo, ampak ko en tak, kot če si predstavljate, da bi nekdo shranil vsa ta pisma, vse, kar sta si dva dopisovala med sabo, z vsemi skicami, dopisi vsem in bi to pospravil v ogromen predal. In kaj bi se zgodilo, če bi po dolgih letih nekdo ta predal odprl in poskušal rekonstruirati celo to zgodbo na tak pristen način, avtentičen, brez tega filtriranja, ki poteka pri tem, če ubesediš v obliki če pač ubesediš kot nek tretjeosebni ubesedovalec. Kar je seveda super, sam jaz sem tukaj hotela nekaj drugega. Čigav glas si pa lažje našla, ti je bil kateri od likov bližje? Nušela, kot smo slišali, je bila prva. Je morda v njej tudi kaj tebe? Mislim, Nušela je itak izhajala iz mene, ampak če smo čisto realni, mogoče je Nušela bolj nekdo, kar bi si jaz mogoče sploh kot otrok želela biti, torej nekdo, ki gre na teren in raziskuje in je tako res v stiku s svetom. Ampak ko sem začela pisati Togomirja, čeprav je Togomir seveda tudi ima karakteristike koga, ki je meni zelo blizu, recimo, ampak ja, tudi tako, no, potem s časoma Togomir je bil najprej mišljen kot en NPC, se pravi nek non-player karakter, ki bo samo odpisoval. Sam to ne gre, to se ti začne obnašati po svoje potem. In potem dobi nek svoj glas in svoj karakter in pa je tudi vedno več tebe v njem noter. In se mi zdi, da če zdaj tako egocentrično jih poskušam na svoj karakter spraviti, potem je Nušela verjetno nekdo, ki bi jaz hotela biti, Togomir je pa bolj podoben temu, kar jaz dejansko sem. Mislim, jaz v resnici nisem raziskovalka na terenu, ampak ja. Ko si pisala Nušelo pa Togomirja, si pisala Togomir, Nušela, kakšen je bil tvoj pristop? A si napisala vsa Nušelina pisma? Kako si gradila to zgodbo? Tako sem pisala en drugi, tako da bi se dejansko odgovarjala eden drugemu. Nikoli ni bilo tako, da bi res. Edino, kar sem točno vedela, je zaključno pismo, kaj je pomembno pismo. Tako da tega sem imela že prej narejenega, tako Togomirjevo pismo kot Nušelin odgovor, vse ostalo se je razvijalo sproti. Sem pa seveda vedela, kako mislim zgodbo zapeljati, kaj se zgodi na začetku in kako se zaključi. Vmes je pa šlo malo po svoje. Skozi to dopisovanje, ki nam skozi poročila razkriva to osnovno zgodbo, pa hkrati odkrivamo tudi zelo bogat, pisan, kaotičen svet, kot ga vidita in razumeta Nušela in Togomir. Pa me zanima, kako je nastajal tvoj svet, kako si ga gradila. Ko si začela pisati pisma, že zelo izoblikovan živel v tvoji domišljiji, ali si ga morda odkrivala skupaj s Togomirjem iz njegove pisarne ali z Nušelo na terenu? Z obema sem ga odkrivala, pa nisem najprej čisto točno vedela, kako bo. Vedno bolj se mi je izoblikoval sproti. Pa samo povem, da v knjigi je bistveno lepši, ker tukaj so te barve grozne, mislim, pač res so čisto preveč žive, dajte rajš knjigo pogledati. To samo za tako, malo za vtis. Skratka, svet se mi je sproti odkrival, sem ga pa jaz risala in imam veliko skic doma, ki niso našle mesta v knjigi. Recimo tele 3, mogoče se kakšne ravno mečke ne vidi v knjigi, ampak v resnici imam jaz polne predale in polno steno predvsem skic, da sem si jaz predstavljala svet, da sem sploh lahko, da sem si lahko neko strukturo v glavi naredila, sem si ga mogla najprej narisati. Ta svet je, mislim, ta del se mi zdel tako, no, zame, kakor funkcioniram, se mi zdel zelo pomembno, da imam vse narejen, tudi če ne pride potem v knjigo, samo zato, da ta svet res prepričljivo deluje. Se boste pol videli moj delovni prostor, to je vse povsod. Jaz
jaz sem ti kar zavidam ti, no, to tvojo sposobnost, da to, kar se v tvoji glavi dogaja, ne znaš samo v besedah preliti na papir, ampak da znaš tudi narisati to podobo. Pač rekla si že, da si v bistvu večino stvari, ki si jih zamislila, tudi narisala oziroma skicirala, tudi če ni bilo vse vključeno v knjigo. Pa me zanima, a si narisala tudi avtorja pisem, torej Nušelo in Togomirja? Nikoli jih nisem narisala, Nušele pa Togomirja. Narisala sem kakšne druge junake, pa niso prišli potem v knjigo. To je bil v resnici od urednice na svet, da mogoče pa si je vseeno bolj fino, če si bralec po svoje predstavlja, ker so zmaji zelo realistično narejeni, tiste skice so bile pa take malo risankaste, take na hitrejš narejene. In se mi to zdi zelo smiselno. Ampak recimo Nušele pa Togomirja pa nikoli nisem narisala. Ona dva imata pač glas v besedi, v tem, ona dva sta to, kar pišeta oziroma rišeta. Sploh nisem imela potrebe potem, da bi jih v bistvu risala. No. V tem tvojem svetu lahko potegnemo neke vzporednice z Zemljo oziroma z elementi, ki so pri nas in morda tudi osebami, slogi. Kaj pa tvoj svet dela drugačnega? Notor je tudi neka čista posebna snov. Ja, moj svet ima animaterijo, kar je malo sliči na antimaterijo, sam ni antimaterija, ampak je animaterija, kar pomeni, da torej, nekdo je ugotovil, da so vse stvari v gibanju in je to, kar povzroča gibanje, ekstrahiral ven in zdaj imajo to v stekleničkah, v epruvetkah in z njimi lahko povzročajo to, da so stvari animirane. Se pravi, da se premikajo, da lebdijo. Tako da to je glavna učinkovina, ki jo imam v svetu in zaradi nje tudi funkcionira, zaradi nje je tudi drugačen od našega sveta. Se pravi, načeloma nimam kakšne magije, ampak je zastavljen tako, kot da bi res ta animaterija naredila nekaj toliko prelomenega, da se je lahko začelo življenje čist drugače, ker v bistvu so lahko s tem dvignili mesta, dvignili univerzo, naredili platforme gor višje in to res spremeni, kako se svet, kako funkcionira naš svet. Tako da ta animaterija je v bistvu taka ključna stvar pri meni. V bistvu tudi na ta način nekako fizično ločiš Togomirja, ki je nekje v oblakih na univerzi, in Nušelo, ki raziskuje na tleh v blatu. Ja. Nušela je na tleh, v bistvu je Nušela pod tlemi, v rovih, inštitut je skopan, medtem ko Togomir je pa na oblačni univerzi, ki pa najvišje dvignjena stavba na najvišjih oblakih. Magnus Nubes je oblak, ta velik. Tukaj imamo še en, ti rečeš temu spred, 2 strani v knjigi, ki se mi zdi, da zelo lepo povzame to, jaz bi vseeno rekla, magičnost, pisanost, kaotičnost tega tvojega sveta. Preko si govorila, da nekako tako izgleda tudi tvoje delovno okolje, pač imava fotodokaz in pričevanje tvoje cimere, da delovni prostor ilustratorke je videti točno tako. Pa ko si ustvarjala svet in prepričljivost, ne samo s tem, da si upeljala noter zelo veliko detajlov, nekih backstorijev, ti si šla celo tako daleč, da si ustvarila celostno grafično podobo univerze in nisi se ustavila samo pri oblikovanju pisemskega papirja, kot lahko vidimo, tukaj imamo logotipe, uradna pisala, ali kako bi to poimenovala. Povej nam, kaj je o tem procesu nastajanja. Ja, mislim, prej sem govorila o tem, da sem želela, da so stvari prepričljive, pristne in del tega je tudi to, da če ti z univerze nekaj pošiljaš oziroma s kjerkoli ustanove, podjetja, imajo ponavadi je pisemski papir, ima nek logotip, ima neko glavo, ima nek način, kako je to narejen. In se mi je zdelo, če se že to grem, če že to hočem, da je to prepričljivo, potem moram vse to narediti. Moram narediti logotip od univerze, moram narediti logotip od Inštituta za zmajoslovje, ki v bistvu je podružnica od univerze, mislim, je en delček univerze, ampak se je že davno po svoje razvil, ampak lahko vidite pri teh 2 znakih, naprimer univerza ima te tipične grške stebre in seveda tudi Inštitut za zmajoslovje ima od zadaj en ta stebrič, se pravi, hotela sem narediti tako, da vse te podustanove od univerze v bistvu imajo en steber. Torej, in to je bilo kar nekaj razmislekov za tem, pa nekaj skic,
zato ker sem tudi mogla vedeti, kaj pa potem je simbol za recimo animaterijo, če je že tako pomembna stvar v tem svetu. Potem simbol zagotovo mora obstajati, ker potem to mora biti na stekleničkah zabeležen, označen. In poleg tega sem tudi pri pisalih, pa pri eprovetkah, pa to, ki sem jih uporabljala, so isto zgrajeni na ta način, da odražajo neko strukturo sveta. Se pravi, tam pri eni steklenički lahko vidite, da je tudi simbol od materije gor, iz kjer se razvije animaterija, potem imamo določene oblike, ki so resnične stavbe na univerzi. Skratka, mogla sem se spomniti, kako bi oni res to celostno funkcionirali, kakšne, tako kot mi dajemo promocijske kemične svinčnike ali pa kaj takega, kaj bi pa oni dajali, kaj pa oni uporabljajo, kakšen je pa logotip na njihovih torbah. Tako da ja, je v bistvu ogromno enih teh skic nastalno. Bi lahko ocenila, koliko časa ti je vzela ilustracija in pisanje te knjige? Ne. Ne vem točno. Jaz mislim tako čist od tega, da sem tako resno začela risati Zmaje, je bilo na primer 2019, knjiga je pa išla 2025, v tem času, prva knjiga. V tem času je kar orang proces potekal, vmes po urah, ga pa ne znam določiti po urah. Tvojega sveta pa ne sestavljajo samo zmaji in zmajliki, kot lahko si morda predstavljamo iz naslovnice, in da naj na občinstvo pride malo na okus, s čim vse ima opravka v tvoji knjigi, bova izvedli en ne ravno kviz, ker poznaš odgovore na vsa vprašanja, ampak eno tako ekspresno predstavljalnico, v kateri bova omenili nekaj bitij in likov, ki se pojavljajo v tvoji knjigi, pa če nam jih mogoče na kratko predstaviš. In moje prvo vprašanje je, kaj delajo pikolovski pelikani? Mislim, pač pike jejo. Se pravi, pikolovski pelikani so en trop, ki obstaja na univerzi in pač je pike in tudi druga ločila in recimo Jamesu Joyceu so jih veliko pojedli. So pa zelo se jih bojijo vsi, no? Ker pa zelo skopa besedila ratajo. Tako. Kdo so zelo glasne tune z velikimi črkami T-U-N-E? Tajna univerzalna napadalna enota. Se pravi, to so pač visoko specializirani tajniki, ki pač so napadalna enota in imajo bojne sponke in take stvari. Tudi njih se zelo bojijo. V kakšni situaciji se pokliče tune? Če se dela kaj, kar je tako zelo na robu, mislim, kaj, kar ni v skladu z pravili univerze, kaj, kar ne sme ven priti. Kaj nam lahko poveš o estetski žilici pritlikavih lungov? Ta je pa bolj iz Nušelinega sveta. Ja, pritlikavi lungi pač živijo dol spodaj pod inštitutom, ogromno jih je pritlikavih lungov, estetske žilice imajo pa vsi, a ne? Pritlikavi lungi in glede na to, kakšne barve je njihova estetska žilica, take barve bivališče si pol naredijo. Tako da, če recimo najdete kakšno tako našopirjeno bivališče, kaj je recimo zlato, pol je imel verjetno ta pritlikavi lung pač zlato estetsko žilico noter. Noter nekje v eni opombi je omenjen tudi Zlatan Rez, ki pa najbrž ni nogometaš, kljub temu, da se tako sliši. Ne, Zlatan Rez ni nogometaš, ampak je pa zelo slavna osebnost stare dobe, sam da v Nušelinem svetu oziroma v Togomirjem svetu jim še ni uspelo razvozlati čisto točno, kdo je to bil. Ampak tokrat se pojavlja v nekih predpotopnih besedilih, da je siguren cel fejmič. No. Potem je tu tudi, ni ravno bitje, je pa lokacija, Potemkinova knjižnica, pa me zanima, ali tam delajo knjižničarji? Tam so knjižničarji, če pa delajo, je pa drugo vprašanje. V Potemkinovi knjižnici se zelo veliko stvari izgubi, tudi kakšen knjižničar se lahko. Ali v birokratskem brskalniku sploh lahko kaj najdemo? To pa odvisno, koliko si vešč. Togomir lahko poišče vsega boga v birokratskem brskalniku, tudi strogo zaupne dokumente in globoko zakodirane datoteke, medtem ko Nušela verjetno ne bi našla nič. Če bi se znašla v težavah, bi bilo smiselno, da na pomoč pokličem heroistične raziskovalce. Ne heroističnih raziskovalcev. Heroističnih raziskovalcev se pa ne kliče, za razliko od tun, oni niso efektivni, ampak jih je pa ogromen. Največ jih je na univerzalni univerzi, tako da so skozi na voljo. Potem pa še, kdo ali kaj so neohrčki? Neohrčki
so pa pač neohrčki. Se pravi, če ste slišali kdaj za poljskega hrčka, to obstaja, pri nas živi in tako res je ogromen hrček, kakšen bi bil pol šele neohrček. Tako da to pa je eno bitje, ki sliči na tega navadnega hrčka, sam je večje in bolj pompozno. Super iztočnica za moje naslednje vprašanje, ki pa je, kako se v tvoji domišljiji rodijo ta bitja? Zdaj, a ti vidiš hrčka in ga boš spremenila? Veliko je tudi nekih besednih iger, se mi zdi, kako nastaja vsa ta pisana paleta. Predvsem so meni vse te stvari tako v resnici zanimive in potem jih ni težko spraviti v knjižni svet, če ti je stvar zanimiva, tako kot recimo hrček, ali pa tako kot recimo kakšna besedna igra. Tako pri besednih igrah sem si velikokrat predstavljala, koliko smešnih stvari pravzaprav povemo, kaj bi se zgodilo, če bi jih pa mi vzeli smrtno resno. Recimo, da bi vsak stavek, ki ga izrečemo, dobesedno vzeli. Torej vsako besedo dobesedno, ne metaforično, kaj se potem zgodi tam, ne? Tako, na tak način. No, če vas vse to ni prepričalo, zakaj se potopiti v raziskovanje Nušinega sveta, pa vas morda lahko premamim s po mojem mnenju najpomembnejšim izumom univerzalnih akademikov, to je predponedeljek in je točno to, kar si predstavljate, da je dan med nedeljo in ponedeljkom. Nuša, zakaj so začutili potrebo, da ga uvedejo? Mislim, jaz jih razumem, ampak zagotovo obstaja še neka uradna razlaga. Ja, mislim pač sklenili so, ker ni bilo prikladno, da imaš nedeljo pa pol kar ponedeljek, zato ker v ponedeljek so bili vsi akademiki potem celi utrujeni, nič niso naredili, če bi pa pač dali še en dodaten dan prej, bi bilo pa v redu. Ne? Tako da potem so sklenili in so imeli sejo in so ga uveljavili. Tako da na moji univerzi je predponedeljek, kar v bistvu pomeni, da ima pač vsak teden en dan več, torej teden ima 8 dni, ampak to kakšne velike razlike itak ne naredi, ker pač število dni v letu je pa še zmeri isto. Sam pred ponedeljek je zraven, malo manj tednov je. Meni zveni čisto smiselno. Zdaj te pa moram vprašati eno nehvaležno vprašanje. Si mi očitala, da bo, ko sem ti ga med pripravo postavila prvič, ali imaš najljubšega zmaja? Ja, jaz sem ga tudi dala na PowerPoint. Imam najljubšega zmaja, čeprav so mi sicer vsi blizu, ampak najrajši sem delala tegale, zato ker ni tak klasičen zmajski, ki izhaja iz slovanske mitologije. Jaz sem mu rekla, da je to hrastov zmaj. Drugače je pač ena taka stara slovanska zgodba je o zmajih, zaščitniki se s hrastov spustijo, če se vasi približa kakšen sovražnik. In mi je to čisto tako, tudi same živali so mi blizu in res sem ga z veseljem risala. Pa ostale tudi, ampak če že izbiram, ja, mi je ta zelo blizu. Sicer mi vsi rečejo, da ni nič strašen, ampak meni se zdi, da zna pokazati tudi kakšno strašno narav. A je kriterij, da si zmaj, da si strašen? Načeloma ne, mislim, lahko nisi strašen, ampak po mojem vsak lahko najde nekaj strašnega v sebi, če je treba. No, mojega najljubšega zmaja pa je treba poiskati s povečevalnim steklom, ki je neskladno z vsesplošnim prepričanjem dejansko standardna oprema vseh zmajslovcev, ki dajo kaj nase. Pred kratkim so ga našli v Grojterjevi močvirnici, tamle vidite povečano podobo, kako nas gleda. In Nušela Zmajevid ga je popisala, strokovno narisala in ga vključila v čisto novo knjigo Zmajski herbarij. To je fantazijsko-botanični priročnik, tamle ga vidite zeleno knjigo, ki ga od začetka meseca najdete tudi v gnezdišču Miš založbe. Evo, tukaj ga imamo tudi na prosojnici. Nuša, pa nam povej še kaj o tej novi knjigi. Okay, najprej barve. Tiste so ta prave, ki so tam, ki je knjiga razstavljena. To prva stvar. Druga stvar, herbarij je neke vrste spin-off knjiga od prve knjige, od zmajev. To je v bistvu zbirka pač, travniških oziroma rastlinskih herbarijskih zmajev, ki jih je Nušela naredila, popisovala, potem pa enkrat naknadno Togomirju poslala pač celo knjigo, celo zbirko. Ta knjiga za razliko od zmajev nima zgodbe, ima samo uvodno pa zaključno pismo, drugače je pa botanični priročnik, čist ta pravi botanični priročnik, kjer so rastline stare celine, torej rastline, ki so
velikih je endemičnih za Evropo, velikih je pa takih, ki živijo, ki rastejo v Evropi, rastejo pa lahko tudi drugod. Po habitatih sem jih uredila in čist na vsaki se skriva eno zmajeliko bitje. Od tistih, ki ste jih na naslovki videli, mogoče malo bolj pogostih, recimo ciklame, pa do takih malo bolj obskurnih, naprimer bavarske bodalice, ki samo še v enem naravnem parku raste na Bavarskem. Ametistasto možino sem naprimer risala na Krku, pa raste na hrvaških otokih, pa gor je, zato je tjuljnast tisti zmaj, ki v Sredozemskem morju živi en tjuljn, ki je sredozemska medvedica, pa se mi zdel res krasen, pa kritično ogrožen je. Skratka, od takih pogostih do takih malo bolj obrobnih, tudi takih, ki rastejo samo na 5 kvadratnih metrih, pa tudi do takih, ki so v bistvu že izumrle, pa sem jih samo v herbarijih poiskala shranjene. Se pravi, da si tudi pri teh zmajlikih, ki živijo v rastlinah, iskala neke podobnosti oziroma elemente živali, ki živijo na tistem območju in jih njihove karakteristike vključila v zmaja. Ja, velika večina jih je takih, kje sem se tudi malo poigrala še s kakšno čisto tako iz nekega drugega sveta idejo, ampak skoraj vsako to zmajeliko bitje mičken spominja na kakšno žival, ki je tam nekje okrog. So pa resno, pač dejstva so čista prava, dejstva so napisana pol o teh rastlinah, tako da jo lahko vzameš s sabo na travnik ali pa v gore ali kamorkoli, pa iščeš rastline, pa če ti uspe, poiščeš še tist, kar ven pogleda, a ne? Takole, ker imamo še nekaj časa, če ima morda kdo iz publike kakšno vprašanje z področja raziskovanja zmajev, ustvarjanja knjig, česarkoli drugega za Nušo. Sicer pa te jaz vprašam, kakšno popotnico bi dala bodočim zmajslovcem oziroma vsem tistim, ki se šele odpravljajo na to zanimivo pot raziskovanja zmajev in zmajlikov? Predvsem, sem razmišljala o tem vprašanju, pa mogoče tukaj ne bom zdaj neki duhovita ali pa kaj takega, ampak predvsem to, da če te nekaj res zanima, tako kot so mene te zmaji, pa posledično živali, rastline, fantazija in podobno, pač, da to res raziskuješ, tudi če mogoče vsi drugi rečejo, da je to kar neki, pač da vztrajaš pri tem, da to delaš in potem pač tako, da te ne odvrne to, kad ti bo kdo rekel, da nisi, ne vem, da to pa ni zanimivo ali pa ni perspektiven ali pa ni, kaj pa vem, da ti nisi dosti v redu, pač deli to. Mogoče pa bo, enkrat boš pa imel knjigo, enkrat boš pa naredil risanko, enkrat boš karkoli, samo da vztrajaš. Tako da zmaji ali pa karkoli drugega. To mi zdi super misel, da zaključiva. Če imate morda kakšno vprašanje bolj tajne narave, lahko Nušo po koncu pocukate z rokav ali pa rep, če ga najdete. Prepričana sem, da vam bo z veseljem pomagala. Če se boste jutri mudili na NMN-ju in imate morda otročka, ki bi ga zanimala delavnica iz zmajeslovja, Nuša bo ob 12:30 tudi to izvajala. Mislim, da zgoraj v prvem nadstropju, v pritličju. Ja. Vabljeni tudi, da njeno ustvarjanje spremljate na Instagram profilu nusa.jurjevic. Tam najdete tudi več stvari iz zakulisja. Meni se zdi zelo fino, ko Nuša objavi kakšne skice ali pa barve ali pa kakšne take zadeve. Tudi nove projekte. Naslednji predvidoma že poleti Nuša, zagotovo pa zmajski koledar proti koncu leta. To je lahko zelo lepo darilo, morda tudi novoletno. Če boste pa dovolj potrpežljivi, pa Nuša obljublja, da boste kmalu dočakali tudi spletno stran. Preden pa se vsi skupaj odpravimo na lov za zmaji, še mini namig. Najbližji in praktično na pol domačeni so na stojnici založbe Miš in ker so danes dobre volje, so vam zrihtali 20% sejemski popust na obe knjigi, tako da prijazno vabljeni, da jih malo poiščete, prebrskate, raziščete. Nuša bo tam tudi z svojim kulijem za avtograme. Takole, Tempusa Draconisa mislim, da nisva uspeli razjeziti, zaključujeva pravočasno, tukaj postavljava piko, upava, da je ne odnese kak pikolovski pelikan. Pa še enkrat hvala vsem, ki ste si vzeli čas, da ste se ustavili v Brlogu. Želimo vam krasno nadaljevanje dneva in raziskujte NMN še naprej. Adijo.